In še mogoče, če se navežem naprej na to rast likov oziroma oseb, se mi zdi, da je velik poudarek tudi na svobodni volji oziroma kako se odločajo te posamezniki in imamo veliko takih vzporednic, torej recimo Bilbo, ki je nosil prstan, pa ni postal tak kot Golum, ki je bil tudi nekoč hobit, ime mu je bilo Smigol in je potem se sprevrgel v to bitje, ki ga je zasužnil prstan. Potem Thorin škrat, ki se mu gre samo za bogastvo. Potem njegov naslednik, ne vem, kdo je že bil, Durin ali kdo. No, se zdaj ne spomnim. Ampak, ja, bogat je ta svet z imeni. Ja, veliko je likov. No, skratka, njegov naslednik ni ponovil te napake. Torej je imel neko možnost. Ali pa potem v Gospodarju prstanov sta brata Boromir in Faramir, ki končata različno, ali pa kralj Gondorja in kralj Rohana, ki končata bistveno različno. Ja, to je zdaj tisto vprašanje svobodne volje, ne? Ali je res to naša predestiniranost, kot rečemo, neka usojenost, oziroma ali imamo možnost se odločiti po svoje? Ampak to je zelo krščansko vprašanje, oziroma to, da vztrajamo na človekovi svobodni volji, je krščanska ideja. To, da zahodni svet zdaj se navdušuje nad svobodo, je posledica tega, da je krščanstvo izumilo to svobodo v nekem smislu. Osebno, ja. Osebno, v zelo globokem smislu bi lahko rekli, ne, na tako na površini. Ne. Kaj pa, pater Primož,